Živijo, dobrodošli v Mehurček. Zdaj gremo prvo pozdraviti punce, pa naprej. Evo, pa še par medijskih obveznosti za danes, pa gremo dalje. Ja, v bistvu imam svojo playlisto na mobitelu, ampak ni, da bi bila prav ena izrecno, da rečem, ta glasba je, ampak največ imam tako angleške pa španske, no španske ful rada poslušam. Malo časa, da se razpakiram, pa se vidimo kasneje. Evo, jaz sem ready za trening. Tukaj imamo v bistvu te predloge za naše imena, tako da vidim, da jih je kar veliko, bomo imeli punce kar težko nalogo, da izberemo ime. Mislim, da bi nogomet, glede na to, da sem prej igrala nogomet pred košarko, bi po mojem kar v tem ostala. Čeprav pogoji niso bili takrat najboljši, ampak ja. Več smo nogomet. Evo, zdaj sem na terapiji, da me Alti malo poštima, pa da bom v četrtek ready, da bom vse zadela. V bistvu sem imela dve težke poškodbi, imela sem operirana oba kolena, to se pravi sprednjo križne vezi, tako da mi je vzel kar veliko časa, v bistvu celo sezono, 2 sezoni. Zaradi tega vse ostalo so bile pa take manjše poškodbe, kar se tiče, ne vem, mišice, mogoče da je kakšen zvin gležna, ampak enkrat sem imela zlomljen prst, ampak to, mislim, upam, da je to s poškodbami do konca kariere. Treniram od 11. leta, tako da je to, koliko zdaj, 19 let. Odločila sem se v bistvu, prej sem igrala nogomet, zato ker sem začela malo bolj odraščati, glede na to, da sem igrala s fanti. Sem veliko časa tudi preživela v zunaj na igrišču in smo igrali košarko in mi je ratalo všeč, tako da sem se v bistvu ponovno upisala v šoli na ta krožek in tako začela igrati. Najraje kam na morje, drugače pa vedno po sezoni grem obiskat brata, tako da bom rekla, da mi je Madrid tudi neka sprostilna točka. Jaz. Ne, drugače ful dolgo nisva igrala, ampak glede na to, da igram košarko, ne vem, pač po mojem bi ga kar na nuli pustila. Kot mlajša sem res veliko trenirala, tudi zdaj dosti, ampak odvisno je kako je v klubih, ampak recimo, da treniram, 4 ure na dan, od tega je pač pomembna ful regeneracija, neka priprava na trening, v bistvu cel dan je nekako posvečen košarki in v bistvu tako kar dosti časa. To pa nimam glih, tako nikoli nisem, da bi res do enega igralca imela tako občudovanje ali pa bi rekla, ta igralec je ta, da se hočem po njemu zgledovati, tako da nimam.
ampak lahko rečem, ker sem bila mlajša, glede na to, da sem igrala nogomet, sem ful rada gledala Roberto Carlosa, tako da mogoče bi njega izpostavila. Ja, bila sem pozitivna, v bistvu sem ostala v hotelu v karanteni, direkt po Euroligi, ker smo imeli tudi mehurček. Ni glih prijetno, glede na to, da smo testirani res velikokrat, v bistvu pred vsako tekmo. Včasih kjer ima več občutka s tem, kako porinejo tisto palčko v nos, eni so pa res čist brez feelinga in je tako prišel celo enkrat, da sem v bistvu do krvavitve iz nosa, tako da upam, da bo tega čim manj do konca sezone in upam, da čim prej se konča te stvari s covidom. V bistvu čisto na začetku, ko sem začela trenirati, se je zgodilo, po mojem sem trenirala lih tako mesec pa pol. Smo imeli eno trenerko in mi ni bilo všeč. Tako kot mlad otrok, da rečem, je nekaj, kar ti ne ustreza, je nočem več trenirati. In pol dejansko nisem hodila 1-2 meseca na košarko, so me klicali domov, da naj pridem, jaz sem imela poln izgovorov, naj imam te stvari, imam, ne vem, vse ostalo in pa sem se enkrat opogumila in prišla nazaj na trening in od takrat naprej sem zavedena v košarki. Imam pozitivno tremo, v bistvu, če bi me bilo prav strah, bi to vplivalo dosti negativno na igro, tako da se probam čim bolj v bistvu pripraviti v glavi na to, da imam v bistvu samo pozitivne misli. Mislim, da grem na tekmo doma ponavadi, ne vem, dobro, nič takega v bistvu, poslušam muziko, naredim si kavo. Ko prijem v dvorano, vedno približno grem 1:15 pred tekmo na igrišče, naredim nek svoj stretching rutino, v bistvu čutiram in pol imamo te skupne stvari, kar jih počnemo, tako da ni pa točno, da bi imela neko vraževerje ali pa nek na tak način. Začela sem v Škofji Loki, v bistvu v svojem mestu. Imam zelo lepe spomine, imeli smo se ful dobro, igrala sem tam kar nekaj let, od naših kategorij pa vse do članic, tako da moram reči, da sem z nekaterimi puncami še zdaj v stiku. Je škoda, da je klub šel malo na dol, ampak upam, da se bo spet počasi uspel, kjer so bili včasih. Ja, ful dobro, v bistvu zdaj je bil doma nekaj mesecev, tako da sem ga kar malo pogrešala, ker res nisem imela toliko časa, ampak je vedno dobro, res mi da neko posebno energijo, tako faca je res, da so tudi obveznosti z njemu, ampak ga imam ful rada. Mislim, da sem odgovorila na dosti vprašanj, pa da ste nekaj novega izvedeli o meni, tako da to je v bistvu to od tega vloga, upam, da ste uživali v mojem dnevu in pa lepo se imejte, pa navijajte za nas v četrtek in soboto. Čau!